Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z menoj je danes ena zelo posebna posameznica, ki je zelo napredna za svoj čas. Lepo pozdravljena, Anja. Lep pozdrav, Mark. Živijo. Zdaj, preden začnemo, pa se malo dotaknemo tem, kot so vesolje, kot je blockchain tehnologija, kot je digitalizacija. Bi te jaz rad našim poslušalcem predstavil, da bojo videli, koliko izjemna v bistvu si. Zdaj, ti si pravnica, študirala si na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer si tudi naredila magisterij. Eno leto si tudi preživela na Kitajskem, tako da tega se bova dotaknila. Si tudi zelo posvečena globalnemu in vesoljnemu pravu. Lansko leto si postala predsednica slovenskega društva Blockchain Think Tank, si pa tudi soustanoviteljica in strateške vodja Future Law Instituta. Tako da absolutno vprašanje, kaj je to, malo kasneje. Si tudi soustanoviteljica Ljubljana Legal Hackers in pa Unlocked družbe, kjer skupaj z Marino Markezič upravljata pravno in poslovno svetovanje za družbe, ki želijo svoje upravljanje in postopke prilagoditi ter stopiti v korak z novimi tehnologijami. Tako da, kakor me moji poslušalci že poznajo, moje prvo vprašanje je, in še enkrat dobrodošla, če bi bila midva sošolca, kakšna si bila v gimnaziji? Tako vprašanje. V gimnaziji, jaz sem mislim, da bila en tak geek. Jaz sem si prebrala vse, ampak tako res vse. Tudi tiste potankosti oziroma kaj so bile komentarji pa različne footnotes, ni da ni. Skratka, to je ena zadeva. Druga zadeva je pa, da sem zelo rada reševala še komu drugmu kakšne domače naloge. Zdaj hint, mogoče kdo, ki posluša, se bo spomnil tudi nas. Ja, tako da bote hvaležni. Ampak pride prav zaradi tega, ko pa dvakrat ponoviš zadevo, pa se poznano. Pa pol obvladaš. Deva se malo dotakniti, dej nam predstav našim poslušalcem, kaj je to sploh blockchain think tank, kaj počnete, blockchain tehnologija, kaj je to ta Bau. To so te posebne zadeve. Kje začeti? Blockchain Think Tank je v bistvu neprofitna organizacija. Mi smo društvo. Ustanovljeno je bilo pa že leta 2017. Če ne služi prej, v bistvu, ko je prišla iniciativa strani Digitalne koalicije Slovenija. Namreč v Sloveniji, tako kar smo sicer mehni, smo kar napredni za naš trg. Veliko je bilo ljudi, ki so se zanimali za to tehnologijo. Blockchain, kriptovalute, ni da ni. In v tistem času, sploh v letu 2017, je prišlo do ICO-tov oziroma Initial Coin Offering, ti veš za to. To so prve ponudbe žetonov. In glede na povpraševanje pa interes ne samo iz strani privatnega sektorja, ampak tudi iz tega javnega sektorja, se je v bistvu izoblikovalo to društvo z namenom, da imamo zdaj pa mi neke delovne skupine, znotraj katerih bi lahko ljudje ponovno raziskovali, se pogovarjali o teh zadevah, našli kakšne skupne točke, pa kakšno uporabno vrednost, pa potem naredil še kakšen pilotni projekt. In to se je takrat razvilo. Vodil je sicer Peter Merc, predsednik je takrat postal Peter Trček. Peter Trček je imel Lowcoins pa Bitnik, naprimer. To so bile tudi take inovacije, ki so prišle na naš market. Skratka, naš namen je bil, da v bistvu izobražujemo ljudi in pa da povezujemo različne te stakeholderje, akterje na trgu. Predvsem pa, da v bistvu povezujemo na eni strani industrijo, na drugi strani regulatorja. Zaradi tega, ker vsaka inovacija, ki enkrat pride na trg, ponavadi naredi sploh tukaj zdaj blockchain, ta disruption, da v bistvu odpre eno kupico nekih novih vprašanj in pol ne veš, a bi to reguliral, kako bi sploh reguliral, kakšni zakoni se naprimer aplicirajo na te nove rešitve. In te zadeve je treba raziskovati skupaj z regulatorji. Ne moreš kar prideti na trg pa narediti celo štalo. Ti moraš vedeti v bistvu, kakšnih zakonov se moraš ti držati, pa naprimer, kako bi lahko regulatorju pomagal, da spremeni kakšen zakon. Zdaj, je treba prav nov zakon odpreti, je treba prav nov zakon vzpostaviti, pa potem to sprejeti čez parlament, ali lahko naprimer pogledamo, tale člen je treba tukaj malo spremeniti, pa potem zaradi tega, ker smo ta člen spremenili, moramo nov zakon odpreti, pa še tam kakšen člen spremeniti. Take zadeve smo se mi v bistvu, tem zadevam smo se posvečali. Ful dobro. Dej nam malo še razlož, kaj pa je pravzaprav blockchain tehnologija pa kriptovalute? Zdaj, blockchain sam po sebi je konsensus protokol. Zdaj, jaz to dostkrat razložim za primerjavo HTTPS-a.
Sprav, vsakič, ko greš naprimer na internet, pa odpreš browser, recimo Chrome ali pa Mozilla, pa opišeš nek naslov spletne strani, boš zraven videl HTTP ali pa HTTPS. In to tudi stoji za v bistvu protokol, hypertext protokol. Pa zdaj jaz, da v resnici browsam po internetu, pa da nekaj najdem po Googlu, pa zato, da ne vem, grem na neko spletno štacuno ali pa karkoli, jaz ne rabim vedeti, kaj ta HTTPS v resnici naredi. In zelo podobno se bo čez neki let, recimo, da vzpostavili tudi pri blockchainu. Jaz v bistvu zato, da bom naprimer lahko pošiljala neke transakcije mednarodno ali pa zato, da bom uporabljala neke vrste CryptoKitties aplikacijo in tako dalje. O teh CryptoKitties lahko tudi pa še kaj povemo. Deva, ja. Ampak ja, zato, da v bistvu te aplikacije na koncu uporabljam, upam, da nam čez par let ne bo več treba vedeti vseh teh potankosti, kaj točno ta blockchain tehnologija dela. Kar pa sicer naredi, oziroma kaj so te ključne lastnosti, so pa decentralizacija, pa distribucija, pa recimo da avtomatizacija različnih postopkov. In to je tisto, kar je blockchain res doprinesel na trg, plus po možnosti kakšna anonimizacija. Se pravi, zdaj imaš kar naenkrat v bistvu neke private pa public kije, ki služijo podpisovanju in jaz ne rabim več uporabljati svojega lastnega imena ali pa nekega nicknamea, zato da lahko poslujem z drugimi osebami. To je eno, drugo je, da so te transakcije kar naenkrat postale izjemno hitre, ker ne grejo več čez neke centralne banke, ne grejo čez neke institucije, ki smo jih vzpostavljali sicer več 100 let, ampak je to institucija oziroma tega intermediarja zdaj nadomestila koda. In vsakič, ko mi v bistvu apliciramo kodo, ko razvijamo te programe, ko razvijamo programsko opremo, nam je v interesu, da v bistvu optimiziramo različne procese. In zdaj, ko smo enkrat razvili ta blockchain do te mere, da v bistvu lahko kodo apliciraš v različnih procesih, smo ugotovili, da lahko narediš tudi kakšen token, ki bo omogočil, da se ne samo pošilja neka kriptovaluta iz točke A v točko B, ampak da lahko v bistvu podobne procese uporabljaš tudi v, naprimer, supply chainu ali pa ne samo v finančni industriji, ampak tudi še kje drugje. Sploh letos, naprimer, je na vidiku oziroma na tapeti neke vrste market za umetnine. NFT tokeni, naprimer, so tista zadeva, ki so letos ratali izjemno popularni. Pa že marsikdo je rekel, da bo to v bistvu neke vrste ICO, hype 2.0 ali nekaj v tem smislu. Tako da bomo še videli, kam nas bo to pripeljalo. Super. Zdaj, midva sva bila tudi skupaj pri eni zgodbi, ki je bila zelo zanimiva, ker smo hoteli narediti European Blockchain Hub, se pravi Evropski center za blockchain, ker kakor si že spostavlja, je Slovenija zelo fascinantna pa izjemna država, kar se tiče kriptovalut blockchaina. In po mojem bi se oba strinjala, da smo med vodilnimi državami na svetu. Daj mi še povej, jaz sem imel zelo zanimivo debato in sicer prvi gost lansko leto, maja, je bil Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, in jaz sem ga mogel provokativno vprašati, če ima kakšno kriptovaluto, pa kaj je kriptovaluta, in je tako odgovoril, da ne, in pa da kriptovaluta dejansko ni valuta, ker ni podprta z ničemer. Tako da daj nam malo še to predstav, kaj je dejansko kriptovaluta. Zdaj, kriptovaluta v bistvu predstavlja nek programski zapis transakcije, kar je blockchain tudi omogočuje, to, da v bistvu pride do te verifikacije za programsko opremo, recimo temu. Kriptovaluta sama po sebi res ni valuta, vsaj ne za namene naših regulatorjev. Zakaj ne? Zaradi tega, ker je načeloma ne izdaja neka centralna oblast. In je tudi centralna oblast ne priznava kot neke vrste valuto. Je pa res, da naprimer v vojnih časih se je za valuto uporabljala tudi cigareta. To so take zelo relativne zadeve. Kaj je v bistvu kriptovaluta sama po sebi je storage of value. Se pravi, mi lahko neko vrednost zapakiramo v kriptovaluto ali pa žeton, pa potem s tem trgujemo na neki menjalnici. Zdaj, sam Bitcoin po sebi je pač prišel v obtok leta 2009 oziroma 2010, ko je Satoshi Nakamoto pod pseudonimom seveda pokazal ta white paper oziroma objavil white paper in so ljudje začeli trgovati oziroma uporabljati prvi blockchain. Prva transakcija se je na primer zgodila za nakup pice, kaj je bilo takrat 10,000 bitcoinov. Ampak moramo pa tudi vedeti, da takrat sama zadeva še ni imela neke vrednosti. In do vrednosti pride šele, ko
večje število ljudi začne s tem trgovati in ko je v bistvu večje število teh žetonov valut tudi v obtoku. Zdaj vrednost raste zaradi tega, ker je čedalje večje število ljudi na trgu, ki s tem tudi trgujejo. Čedalje večje število ljudi si želi imeti to v svojem portfelju in seveda, ko raste cena tega in ko raste neka uporabna vrednost, čedalje več ljudi želi v bistvu to vključiti v svoj portfolio. Eden izmed zadnjih takih projektov oziroma podjetij je bila naprimer Tesla, ki je en teden nazaj kupila 1,5 milijarde bitcoina. Pa ni bilo prvo tako podjetje, se pa marsikdo danes sprašuje, naprimer, kdo bo naslednje podjetje, ki bo tudi investiralo oziroma razpršilo svoj portfolio in dalo neko kriptovaluto zdaj noter. Kaj sam bitcoin omogoča? Ponovno, bitcoin je ena izmed valut, ki jo pač lahko imaš v svojem portfelju, lahko pa v bistvu danes z njo tudi kupuješ že marsikšno zadevo. V Sloveniji smo naprimer naredili eno tako promocijo kriptovalut. Vzpostavili smo tudi že možnost, da naprimer za Alipayom kupuješ in lahko kupiš kavo, lahko si plačaš frizerja. V BTC-u naprimer smo tudi promovirali, da je BTC Bitcoin City. Imamo tudi v Kranju naprimer vzpostavljen spomenik. Skratka, take zadeve markirajo v bistvu možnost, da lahko pridemo do kakšnih trgovin ali pa do kakšnih service providerjev, ki potem v bistvu nam omogočajo nakup za neko kriptovaluto. Zdaj to, da pač lahko jaz nekaj kupujem za kriptovaluto, ponovno še ne vzpostavlja dejstvo, da to je valuta, za katero lahko naprimer plačujem tudi ljudi ali pa s katerim lahko pridem drugam po svetu, pa bom tam različne zadeve kupovala. Še vedno je primarno sredstvo seveda evro, v Ameriki dolar in podobno, so se pa naprimer par let nazaj vzpostavili tudi tako imenovani stable kovanci. Ker razlika med navadno valuto, naprimer, vsaj taka ena izmed večjih razlik, pa med bitcoinom pa ostalimi kriptovalutami je to, da je pri kriptovalutah zaznati zelo visoko volatilnost. Kar pomeni, danes je vrednost taka, jutri bo 10,000 evrov manj. Tako pač je. Zaradi tega, ker je pač tako stanje na marketu. Oziroma pač je v ozadju še eno število drugih elementov, ki pač to prispevajo k temu. Pri stablecoinih oziroma stabilnih kovancih, mislim, sej pri prevodih je v bistvu še veliko odprtega prostora, tako da če ima kdo kakšne boljše ideje, kako bomo prevajali fork, naprimer, ali pa kako bomo liquidity pool pa farming prevajali z besedo na dan, take iščemo. Ampak ja, pri stablecoinih je v bistvu lih to ta razlika, ne? Da ne pride do volatilnosti in da v bistvu cena ostaja konstantno ena in ista. Tudi so naprimer že delali ljudi kakšne kovance, ki so bili tako rekoč bekani z vrednostjo nečesa drugega, pa je potem ponovno se nekako cena vzpostavila, da je bila pač ena in ista na trgu. In pri stable kovancih je pa v bistvu ta uporabna vrednost, ki mogoče pokaže na to, da bi se lahko taka valuta uporabljala tudi kot evro ali pa kot dolar. To je tista uporabna vrednost teh stablecoinov. In marsikdo danes že razmišlja o tem, da bi se mogoče pa to lahko uporabljali na mesto evra nekje drugje. Tudi določeni ljudje so naprimer že predlagali, da bi se bitcoin ali pa druge kriptovalute zdaj uporabljali kot neke vrste globalna valuta. Ampak ponovno, če zadeva to knjiha na trgu, ne vem, koliko se res lahko vzpostavlja kot neka globalna valuta. Je pa res, da glede na to, kakšno je število uporabnikov danes, pa glede na to, da je kaj meni že 10 let, da to ne bo šlo v pozabo kratko. Pa tudi glede na to, da so se zdaj res tradicionalni akterji, kot je naprimer Tesla, začeli zavedati te uporabne vrednosti, da je če dalje več takih investicij, bo to še raslo še nekaj časa. Si mi vzela moje naslednje vprašanje z jezika, ki sem te hotel vprašati, kaj pomeni v bistvu prihod teh inštitucij pa podjetij. Tako da ja, tako kot si že rekla, no, jaz sem bil tudi to srečo, da sem bil del BTC ekipe, kjer smo z Origin Trailom vzpostavili blockchain logistiki, kjer smo postavili Bitcoin City in ogromne izjemnih zgodb. Pejva zdaj še malit na vodenje. In sicer, oziroma ne, na tvoj tipičen dan. Se pravi, ti imaš zdaj kar več različnih vlog, poleg tega, da si soustanoviteljica Ljubljana Legal Hackers pa Unlocked družbe, si tudi soustanoviteljica Future Law Instituta, predsednica Blockchain Think Tanka Slovenije. Tako da mi povej,
kako ti vse znese? A imaš kakšen skriven recept, kakšna je tvoja rutina, ostaneš ob 3 zjutraj, a si 5 AM club? Ne ostajam ob 3 zjutraj, to zagotovo ne. Tudi pred kratkim sem v bistvu poslušala nek podcast z Joe Roganom o tem, zakaj spimo in zakaj je res dobro spati. 8-6 ur na dan. Tako da definitivno si vzamem za dosti časa za spanje. Pa me dosti ljudi vpraša, ti sploh spiš kaj? Ja, spim. To je prioriteta v mojem življenju. Vodenje. To, da nosim teh več klobukov na sebi, definitivno doprispeva k temu, kako se zorganiziram čez teden. In jaz se v bistvu organiziram čez teden. Ne na dnevni ravni, ampak vsako nedeljo si približno vzamem čas, da si nekako pregledam v bistvu urnik in razparceliram, kaj bom počela kjer dan. Imam tudi nekako že ustaljene urnike, se pravi za določenimi klienti ali pa za določenimi ekipami se pogovarjamo ob določenih časih in ob določenih dnevih. Sreda, četrtek so rezervirani za eno ekipo, torek, petek za druge ekipe. Tudi pomaga pri temu, da so določene ekipe v drugih časovnih pasovih. Mislim, to je res ena zadeva, ki sem se naučila v letu 2020. Namreč imeli smo developerja, ki je bil iz Filipinov in drug del ekipe, ki je bil iz Amerike. In zjutraj, ko smo se mi v Evropi zbudili, smo se najprej pogovarjali z programerji, pa so šli oni spat, smo se mi začeli pogovarjati z njimi iz Amerike, tako da smo imeli en tak zelo lep, zanimiv delavnik. Tako da mislim, jaz se vsako nedeljo probam pripraviti na to, kaj me čaka čez teden. To je eno, drugo je pa, da imam tudi mesečni pregled, če se le da. Tako da v bistvu vem, kaj me približno čaka, pa nekako vzpostavljam strategijo. Sploh zdaj letos sem se v bistvu lotila strateško tega in imam Notion, ne vem, če zdaj že slišal, gre v bistvu za aplikacijo, ki so jo razvili v San Franciscu. Mislim, da je bil naval tudi eden izmed investitorjev v to aplikacijo. Imajo tudi desktop oziroma ta web development. Skratka, funkcionira približno tako kot Slack ali pa Kanban varianta, Trello in podobne zadeve, ampak si lahko sam razporediš različne projekte na enem in istem nivoju v bistvu. Tako da imaš potem pregled nad vsemi projekti, nad vsemi ekipami, nad tem, kakšni taski te še čakajo. Res zanimiva zadeva. Tako da enkrat si vzameš čas, si res pogledaš, preštudiraš, kako to deluje in si potem lahko razdeliš vse te zadeve. Je pa res, da še ena zadeva, ki sem se naučila prejšnje leto, da to, kar vodiš interno, ni nujno moč skomunicirati potem tudi za zunanjo ekipo. Oziroma znižati moč pričakovanja, glede tega, kako bo ljudje razumeli, naprimer nek Kanban, ki si ga sam ustvaril. Se pravi, pregled vseh taskov, vseh opravil, ki te čakajo čez teden ali pa čez en mesec, to imaš lahko ti v svoji glavi, pa lahko imaš na papirju, pa ko se boš enkrat pogovarjal za tretjo osebo, ne bo možno slediti temu, oziroma ne smeš pričakovati, da se bojo drugi istih aplikacij, naprimer, posluževali. Ful dobro, jaz sem tudi nedeljski človek, imam tudi red nedeljo, da se v miru pripravim na teden. Ker fajn imeti vikend. Ja. Daj mi še malo povej, kaj je recimo te pomembno, če se malo dotakneva še vodenja, ko si ti postavljaš ekipe? Na kakšne lastnosti si pozorna? Kaj ti je pomembno? Eno je kompatibilnost, se pravi, da si nekako na isti valovni dolžini, da imaš vzpostavljene enake vrednote, recimo temu, ali pa da imaš nekako iste cilje pred sabo. Drugo je pa komplementarnost. Se pravi, tisto, česar jaz nimam, bi si želela videti v svoji ekipi. Ker samo tako lahko prideš nekam. Vemo, da nisi sam zmožen vsega narediti, razen če res soliraš, pa je tvoj namen, da soliraš. Ampak če imaš ekipno delo, je v bistvu zelo pomembno to, da veš, kdo ima kakšne informacije in kako potem te informacije pretakaš čez celo ekipo, kdaj pridejo te informacije do tiste osebe, ki nujno potrebuje te informacije v določenem času, da zadanaš tisti čas, pa da tudi v bistvu veš, kakšne so lastnosti vsakega posameznika in kje so limiti, pa da jim tudi omogočaš to, da potem te limite stalno komunicirajo s tabo. To je nujno. Mislim, to v bistvu res moraš imeti neke vrste zaupanje s temi ljudmi. Kaj bi pa rekla, če greva zdaj v drugo vlogo vodje, se pravi tebe? Kaj so pa danes pomembne lastnosti
recimo, kaj so tvoje lastnosti, ki bi jih izpostavila, pa kako bi rekla, da so nek vodja prihodnosti, kakšne lastnosti mora imeti danes. Ker smo v takem zelo hitrem digitalnem svetu, ogromno nekih pritiskov je, vse gre zelo hitro naprej. Dva nicknama sem dobila. Zdaj, ki si omenil, en nickname je Miss Resourceful in to je zaradi tega, ker vsakeč, ko pride do kakšne novitete ali pa do česa, ki je pa meni še nepoznano, bom šla definitivno na Google, pa kakšne 3 ure preždela na Wikipediji. To se zgodi. To se komot lahko zgodi. Tako da jutranji človek nisem, ampak do 3 zjutraj sem lahko na Wikipediji. Ali pa na kakšnih YouTubih pa poslušam, pa se učim o teh zadevah. Tako da pripraviti neko listo resursov ali pa knjige, naprimer, ali pa članke ali pa karkoli, da se lahko skupaj učimo, najmanjši problem. Tako da to je ena izmed definitivnih lastnosti, ki jih imam jaz. Druga je pa strateško razmišljanje. Jaz vse, kar rabim, so podatki. Res, analize, podatki, spreadsheeti, če je treba. Sam, da mi daš podatke, pa da se lahko v bistvu lotimo nekega načrtovanja, to mi je res všeč. Tako da pripravljati listo vseh opravil, ki jih moramo narediti, ali pa vzpostavljati neke KPI-je, pa ne vem, pripravljati poslovne načrte, recimo, te zadeve. Uživam v tem. Ful dobro. Te bom povabil kdaj, kakšen dan, da boš pomagala. Ni problema. Z veseljem. Dejva se še dotakniti, ti si nekaj časa preživela tudi na Kitajskem. Koliko se ti zdi danes pomembno, pa še zdaj si hodiš po tujini, pa si predavala, koliko se ti danes zdi pomembno v tem svetu, da imaš ta pogled na tujino, ta mindset, da v bistvu dobiš nek nov insight, ko greš v tujino, v svet? Zdaj, odvisno od tega, česa si človek želi, pa kakšni so cilji, ampak meni se zdi to skoraj nujno. Da greš ven iz tega okvira, ki si ga navajen, te vate, udobja, cone udobja, to se mi zdi nujno. Meni je tudi Kitajska mi dala definitivno neko širino, sicer se mi je zdela od samega začetka kot nek nov planet. Še danes se mi zdi v bistvu, da to je zelo, zelo drugačna zadeva, kot smo tlej v Evropi vajeni, pa mogoče tudi v Ameriki. Ampak ja, tako da nekako v bistvu ugotoviš, kdo si, to je ena zadeva, pa mogoče prispodoba z ribo, ki jo imaš v tanku v vodi, ki jo vprašaš, kakšna je voda. Kaj riba ve, kakšna je voda, če je skozi samo v vodi? Što tvan iz vode, to bo ugotovila, kakšna je sploh razlika. Tako da ja, definitivno, da greš v tujino, pa da se mogoče malo priučiš, spoznaš to tujo kulturo, kakšne so druge navade, da res v bistvu potem znaš ceniti to, kar imaš pri sebi, pa da v bistvu lahko tudi ugotoviš, kakšen je ta medkulturni dialog. Ker vsi se lahko od vseh nekaj naučimo, vsi smo prišli do neke točke v času za neko zgodovino, ki nas je pripeljala do sem, tako da take zadeve je vedno dobro vedeti. Top. Se strinjam, da tujina je tudi meni kar nekaj izjemnih stvari, oziroma oči odprla do izjemnih stvari. Peva zdaj od blockchaina, kriptovalut do vesolja. In sicer ti si zelo vpeta tudi v globalno in pa vesoljsko pravo, in me zanima zdaj, kaj je ta Future Law Institute, ki si tudi soustanoviteljica, kaj počnete? Zdaj, prav, da bi se ukvarjali z vesoljskim pravom, se še ne. Čeprav tako zveni Future Law. Sva se pa tako spoznali z Margaret. Namreč soustanoviteljica je Margaret Rose Goddard. To je gospa sicer iz Trinidad in Tobaga, pa že nekaj časa živi v Angliji. In midve sva v tistem času, ko sem jaz študirala, mislim, da še na Kitajskem, obe bile zelo zainteresirane za sodelovanje na neki razpravi, oziroma ne vem, če ni bilo celo tekmovanje, pri katerem si mogel spisati neko poročilo o tem, kako se bomo lotili globalnih izzivov. In mene je to definitivno zanimalo, jaz sem šla tudi na Kitajsko zaradi tega, ker sem hotela mednarodno pravo študirati. V tistem času sem se sicer skoraj zadušila od smoga, pa ugotovila, da mogoče pa mednarodna politika pa pravo glih ne deluje tako, kot bi si človek zamislil. Pa sem potem šla še toliko bolj v globalno pravo, še toliko bolj v take čudne pravne sfere.
Ampak v tistem času se mi res zdelo fino raziskovati možnosti, kako bi lahko posameznik ali pa skupina ljudi doprispevali k temu, da se raziščejo možne rešitve, da se res lotimo teh globalnih izzivov, med drugim tudi onesnaženost zraka. In to plus dejstvo, da sem se na Kitajskem spoznala za vesoljskim pravom, pa potem prišla nazaj v Ljubljano in tukaj prijavila na mednarodno tekmovanje za vesoljsko pravo. To me je nekako pripeljalo bliže do Margaret. Ker takrat, ko sem se jaz prijavila je na to tekmovanje za globalne izzive, je ona pripravila Global Challenge Retreat. In to je bilo 3-dnevno srečanje različnih ljudi, med njimi diplomatov, ni da ni res skupnost, mislim, da nas je bilo takrat 71 vseh skupaj v Bethu v Angliji. In jaz sem se seveda prijavila, ona me je pa potem povabila kot govorca zaradi tega, ker je bilo fascinantno, da se nekdo danes ukvarja z vesoljskim pravom. In to je klasična zadeva. Vsakič, ko nekomu poveš, jaz se pa ukvarjam z vesoljskim pravom, te pogledajo, ti si pa z Lune padla. Ne, ti si pa the next Elon Musk oziroma ne vem še kaj hujšega, oziroma boljšega. Skratka, mislim, meni je v interesu danes v bistvu nekako povezati te dve zadevi. Na eni strani blockchain, na drugi strani vesoljsko pravo, z veseljem bi to povezali, nismo pa še tam. In tudi pri vesoljskem pravu v bistvu obstaja še ena kupica nerazrešenih vprašanj. Načeloma je ta zadeva nastala tam leta 1967. Se pravi, države so se, tako kot se še danes v bistvu bojijo za prevlado pa premoč. In takrat je definitivno bilo še vedno odprto vprašanje, ker so imeli vsi še vedno v spominu svetovne vojne. Imamo to možnost, da zdaj pa kakšne nuklearke oziroma orožje postavimo v orbito Zemlje. Ker takrat se je začelo raziskovati vesolje in so tudi šle prve rakete v vesolje in seveda je vprašanje za vsako inovacijo, lahko zdaj to uporabimo tudi zato, da v bistvu naredimo kakšno škodo na tem svetu. In prva pogodba, se pravi The Outer Space Treaty, se v resnici vzpostavlja za željo, da se to prepreči. Se pravi, da se prepreči državam, da bi imele možnost postavljati neke nuklearke v orbito. To je bilo eno. Drugo je pa bilo to, da smo hoteli vzpostaviti neko idejo, da karkoli je v vesolju je v resnici v lasti celotnega človeštva. In to za moje pojme, mislim, takoj, ko sem prebrala ta artikel v Outer Space Treaty, to me je pa res vrga stola, ker nisem pričakovala, da se bo celotna mednarodna skupnost res česa tazga lotila. Do takrat sem vedno imela to idejo, da se veš, postaviš na Luni neko zastavo in markiraš svojo zemljo. Yeah. Tako sem jaz mislila in to se mi zdi, da si vsak v bistvu predstavlja, ko sliši za vesoljsko pravo oziroma za to možnost, da gremo zdaj v vesolje, pa damo nekega roverja na površje Lune ali pa Marsa. Tudi za Muska, naprimer, mnogi mislijo, da zdaj, ko pa ima to moč, da naprimer gre na Mars, pa postavlja tam svoje objekte, da bo v resnici si s tem prilastil Mars. In v resnici so takrat mednarodni pravniki hoteli to preprečiti. Zato obstaja tretji artikel Outer Space Treaty, je pa res, da ni do konca dorečen. In še danes je v bistvu odprto vprašanje, na kakšen način se lahko zdaj prilaščajo naprimer minerali oziroma ozemlje v vesolju. Tudi zadnji Artemis akordi, ki jih je dala ven Amerika, so v bistvu šli pretežno v to smer, da se bo omogočalo državam in posameznikom in podjetjem, da pridejo do tega lastništva. In trenutno mislim, da obstajajo dejansko samo 3 jurisdikcije na svetu, se pravi ameriška, pa Luksemburg, pa še ena, ki si prizadevajo za to, da bi se načeloma lahko minerali izkopali iz zemlje in si jih potem, ne vem, razdelijo oziroma prilaščajo ta podjetja, ki jih rudarijo. Meni bi bilo sicer še vedno nekako v interesu, pa mislim, da tudi Evropa nekako gre v to smer, da se vzpostavi nek boljši režim. Se pravi, tak, kakor je bil od samega začetka zamišljen, tak, kakor ga naprimer vidimo na Antarktiki ali pa na odprtem morju. Ker tudi globokomorsko dno oziroma odprto morje, se veš, ti imaš lahko sicer eno zastavo na ladji, ampak ko prideš ti do odprtega morja, je načeloma, so tiste ribe od vseh. Ti imaš sicer jih pravico vzeti ven iz vode, pa jih potem prodajati, ampak načeloma nimaš možnosti, da ti markiraš tam na odprtem morju nek del in rečeš, to je pa zdaj moje. To še vedno pripada vsem. Super. Ok, ful zanimiv odgovor, vesolje, noro. Deva se še malo dotakniti
to so take zelo futuristične teme. A si bila ti zmeri taka, da so te take teme intrigirale, da si se hotela podati v ta svet inovacij, ne vem, ker se pravim, blockchain je ena največjih buzzwordov v zadnjih parih let, zdaj vesolje absolutno tudi. Niti ne. Pa tudi ne vem, če sta te dve temi že od samega začetka sploh kako povezani, kar se mojih interesov tiče. Načeloma so me tehnološke teme vedno zanimale, tudi matematika mi je bila dosti blizu, fizika niti ne toliko zelo, presenetljivo. Je pa verjetno to bolj povezano s tem, da je moj oče programer. Tako iskreno. Se mi zdi, da me je že od samega začetka, pa že v otroštvu v bistvu to nekako usmerjalo tudi, kar se tiče moje nadaljne izobrazbe. Spomnim se sicer, da smo imeli enkrat en problem z Wordom, pa sem jaz 10-krat hitreje prišla do rešitve kot on. Tako da je vprašanje, zakaj si res specializiran programer. Ampak mislim, da taki dogodki so doprispevali k temu, da me je v bistvu če dalje bolj zanimalo tudi za blockchain. Je pa res ta blockchain sam po sebi. Jaz sem sicer se spoznala s Bitcoinom že kar nekaj časa nazaj. Kdaj sem se pa zares začela s tem ukvarjati, tako da sem se resno lotila raziskave, pa da sem se temu malo bolj konkretno posvetila, je bilo pa šele, ko sem se začela resno ukvarjati tudi z mednarodnim pravom. Ker namreč governance oziroma recimo temu politika Ethereuma, pa nasplošno politika oziroma kako naprimer vzpostavljamo ravnovesja moči v navadnem svetu, tukaj ima še toliko enih usporednic, da me je v bistvu to začelo zanimati iz prve. In tudi, ko sem enkrat začela aplicirati vsa ta spoznanja iz mednarodnega prava pa iz politike in se začela pogovarjati z developerji v Ethereum ekosistemu, takrat smo šele prišli do enih takih skupnih točk in ugotovili, da to pa ni več zadost, da imamo samo enega pravnika pa nekega developerja na drugi strani. Mi v bistvu potrebujemo imeti celo skupnost ljudi iz filozofskih smeri, iz politologije, iz še več prava oziroma še več matematikov, še več fizikov. Cel nabor ljudi potrebujemo zato, da imamo potem en tak interdisciplinarni dialog in da v bistvu lahko skupaj pridemo do nekih res konkretnih rešitev, kako bomo potem naprimer vsa ta sredstva pa vse te rešitve res uporabili zato, da bomo doprinesli nekaj k človeštvu pa k večji skupnosti. Sama rešitev po sebi v bistvu še ničesar ne rešuje, če pa jo lahko implementiraš pa doprineseš res nekaj več človeštvu, takrat se pa potem res lahko začnemo pogovarjati. Noro. In zdaj Ethereum je kakor mislim, da je drugi, trenutno, drugi največji za Bitcoinom. Zdaj eno vprašanje in sicer malo špekulativno. Bitcoin je trenutno, če gledava market cap, 8. največji na svetu, takoj za Googlom, za srebrom, Amazonom, Microsoftom in pa seveda Appleom in pa zlatom. In trenutno je vrednost Bitcoina $964 milijard, kar je res wow. Se pravi, je presegel Tencent, Facebook, Tesla. A misliš, da lahko raste v nedogled? Zdaj ogromno nekih špekulacij, Bitcoin je prvič zdaj presegel $50,000, kar je velik boom. Glede na to, da ima omejen supply, a misliš, da lahko zraste v nedogled? Prav v nedogled, dovoljno sicer. Je pa res, da se meni osebno, pa to je res osebno mnenje, ja, absolutno. Zdi, da ima še veliko prostora za rast, za nadaljno rast. Eden izmed ključnih razlogov za to je, da v bistvu še ni bilo tako velikega števila nekih klasičnih podjetij, varianta Tesla, ki bi svoj portfolio res razpršila in investirala tudi v kriptovalute. To se je že sicer začelo v preteklosti. Tesla ni bilo prvo tako podjetje, ampak se mi zdi pa, da obstaja še veliko drugih podjetij, ki danes razmišljajo o takih zadevah. In ko se enkrat začne ta ripple efekt, oziroma ko enkrat pride do tega, takrat bo definitivno cena še dodatno rasla. Tudi pozna se, da z vsakim tem navalom nekih novih rešitev, naprimer ICO-ti so bili prva taka zadeva, recimo DeFi je definitivno druga taka zadeva, NFT je mogoče tretja taka zadeva, ampak z vsakim takim navalom nekega novega povpraševanja v različnih skupnostih pride do neke medijske pozornosti, pride do tega, da imamo eno kupico nekih rešitev na trgu, o katerih se več govori.
In več, kot je v bistvu uporabnikov, više je lahko potem posledično tudi cena. Tako da take zadeve definitivno še doprispevajo k temu in verjetno še bo rasla, kar pa ne izključuje tudi padce in to moram nujno izpostaviti, ker definitivno pač volatilnost je razvidna, temu ne bo konca. Nimamo takih mehanizmov, ki bi preprečili volatilnost Bitcoina trenutno. Tako da definitivno bo prišlo v prihodnosti tudi do enega padca. Oziroma, naprimer, ljudje temu rečejo korekcija. Ja. In tako, kot si že prej lepo izpostavljal, je lahko en dan kriptovaluta vredna tako, da si kupaš avto, naslednji dan pa če gumije samo. Dobro primerjava. Daj mi povej, jaz, ki te gledam tukaj pa poslušam, vidim, kakšno strast imaš, ko govoriš o blockchainu, kriptovalutah, o vesolju, o vesoljskem pravu. Da je prišel v tvoji karieri ta trenutek, Američani temu pravijo, da aha moment, ki si rekla, pa jaz pa to hočem delati, to je pa to, kar me zanima, tukaj hočem jaz spustiti svoj pečat in uživamo temu. Je bil kakšen tak projekt? Je bilo? Mislim, da je bil na Kitajskem eden izmed prvih takih res močnih aha momentov. Tako, kot sem že prej omenila, jaz sem dobesedno študirala o mednarodnem pravu, kako politika funkcionira, kako naprimer se še danes srečujejo državni upravniki in voditelji z namenom, da vzpostavljamo neke mednarodne pogodbe in da doprispevamo k temu, da se situacija izboljša. In v tistem času mislim, da je bil podpisan Kyoto sporazum in je Amerika tudi odstopila od tega sporazuma. In je meni postalo kristalno jasno, da je zelo lahko v bistvu odstopati in se ne držati takih sporazumov in dogovorov. Kar mi pa ni bilo všeč pri celi zgodbi, je bilo pa to, da sem gledala, kako naprimer otroci hodijo po mestu brez maske na obrazu, pa danes mislim, da vsi vemo, kako je nositi masko, ni spet toliko hudo. Pa kar me je res bolelo, je pa še to, da so bili državni uradniki oziroma zaposleni odzuni na smogu in da niso imeli maske na obrazu in da je tudi niso dobili kot ene izmed zadev, ki ti jo priskrbi država, ampak so si jo načeloma mogli sami poskrbeti. Zdaj, jaz sem bila en dan brez maske na obrazu, ker so me dala svoji kolegici, ker so me prišli obiskati takrat na Kitajsko. Se pravi, bila sem odzuni vsega skupaj po mojem uro pa pol. Naslednji dan jaz govoriti nisem več mogla. Zaradi tega, ker pač smog toliko vpliva na grlo in na vse te dihalne poti. Ne vem, mene je takrat res zabolel. In takrat mi je ratalo kristalno jasno, da če se politika oziroma mednarodni odnosi ne bojo nekako spremenili, če ne bomo delali na temu, da se v bistvu celotna pravni ekosistem spreminja, če ne bomo delali več na temu, da se spreminjajo načini, kako se pogovarjamo med sabo, kako se piše nov narativ, kako se kreirajo te rešitve, potem smo res zabredali. In mislim, da je to pripeljalo potem še dodatno k temu, da sem se začela bolj zanimati za decentralizirane oblike oblasti, za distribuirano obliko prenašanja resursov iz točke A do točke B oziroma kako naprimer sploh delamo neke governance sisteme med sabo. Zato me še danes naprimer zanimajo decentralized autonomous organizacije, ker dobesedno delajo na teh protokolih. In to so pravila obnašanja, po domače povedano. Ta pravila obnašanja lahko na nek način kodificiraš, lahko uporabiš smart contract, lahko uporabiš tudi navaden kontrakt. Razlika med njima je to, da v bistvu smart contract pripelje do neke hitre avtomatizacije, navaden kontrakt boš pa verjetno mogel nekje še potem zagovarjati pred sodiščem, pa ni nujno, da te smart kontrakta ne moreš zagovarjati pred sodiščem. To so vse zelo močne debate v pravnih sferah. Tudi ni, da je smart kontrakt približno ista institut ali pa zadeva kot ne, naprimer navadna pogodba, ampak to so take zadeve, ki so mene res prepričale v to, da je treba delati na takih rešitvah in da če ne bomo pravniki del takih skupnosti, da bo stalno v neki manjkal. Da ne bojo v bistvu mogli matematiki sami priti do nekih konkretnih rešitev. Pa tudi pravniki sami po sebi, mislim, se pravo se spreminja. Pravo se res konkretno spreminja, zato smo tudi naprimer za Bogdanom pa Žigatom ene par let nazaj naredili ta Ljubljana Legal Hackers. Legal Hackers je sicer večja skupnost, mislim, da izvira iz Amerike.
In oni raziskujejo v bistvu prav to avtomatizacijo prava, pa kako naprimer se pogodbeno pravo danes spreminja, kako se lahko vodenje pravne družbe malo bolj zoptimizira z različnimi rešitvami, ki jih imamo na marketu, kako lahko pridemo do tega, da imaš naprimer prevod neke pravne pogodbe dosti hitro narejen. Pa mogoče v Sloveniji se to še niti ne uporablja do te mere, v Ameriki imaš takih rešitev ogromno. Tako da to so take zadeve, ki so res zanimive, ki bi se mogli verjetno o njih malo več pogovarjati tudi na kakšni univerzi oziroma med akademskimi krogi, ampak sej, če bo privatni sektor prevzel pobudo, zakaj pa ne. Daj mi še povej, koliko si pa lahko dejansko, glede na to, da je zelo veliko se stvari se spremenili, pa pohitrili, pa digitalizirali v času pandemije, koliko si pa lahko na tem področju, se pravi na pravo in pa recimo kriptovalutah, blockchainu, oziroma ko se pogovarjate z regulatorji, koliko si lahko inovativen? A sploh je kaj prostora ali je tukaj zelo zaprt prostor, manevrski? Zdaj jaz dosti pozitivno gledam na to. Sploh v Sloveniji se mi zdi, da ker smo tako majhni, pa dobro, ne bom rekla, da se vsi poznamo med sabo, ampak smo relativno majhni napram drugim državam. In je lahko priti do nekega regulatorja oziroma vsaj moja izkušnja z blockchain think tankom je, da se lahko vzpostavi nek visok nivo zaupanja, da se potem delajo neke okrogle mize oziroma da se povabi prav specifično določene ljudi, ki bi znali imeti odgovore na vaše vprašanja. S tem namenom smo tudi naredili kar konkretno veliko dogodkov, naprimer okoli tega, kako razlagamo pravo za davke, oziroma kako razlagamo različne zakonodajne okvire, ko pride do tega, zdaj kako bomo naprimer regulirali ICT, pa kako bomo zdaj finančne tehnologije uporabljali v Sloveniji. Tako da tukaj se začne. Se pravi, kakšno je stopnja poznavanja tehnologije, to je eno. Drugo je, kako hitro se lahko pogovarjaš s temi osebami, koliko so take osebe odprte do nekih inovacij. Tretje je pa potem, kako se spreminjajo sami regulacijski postopki. Vzpostavljanje nove zakonodaje ali pa delovnih skupin. Mi naprimer v Sloveniji nimamo sandboxa, kar je za moje pojme ena izmed relativno najvišjih inovacij, ki jih lahko imaš. Da malo razloži, kaj je to, da bo naš. Sandbox po domače je peskovnik. Ja. Kaj zdaj peskovnik pomeni, je, imaš različne vrste peskovnikov, ampak načeloma naj bi to vzpostaviti kot neke vrste industrijsko cono oziroma neke vrste hub, znotraj katerega lahko podjetja zelo hitro razvijajo neke produkte in rešitve, ki niso nujno skladne z obstoječo zakonodajo. Regulator je pa zraven toliko prisoten, da lahko opozarja stalno na te neskladnosti in si tudi prizadeva za to, da se v bistvu skladnost vzpostavi. Se pravi, regulator in privatni ali pa javni sektor sta oba prisotna in si prizadevata za to, da se razvijajo rešitve znotraj nekih okvirjev oziroma tako, da bi imel laboratorij. Se pravi, ti vzpostaviš neko cono, ki je nadzorovana in ne prepustiš kar trgu, da sam pride do nekih rešitev in se proba sam naprimer regulirati. Take zadeve niso nujno najboljše, zaradi tega, ker jih vseeno ne ženejo iste vrednote, naprimer, da bi bilo vse skupaj res v interesu vseh državljanov. Skratka, sandboxi so ene izmed takih zelo inovativnih zadev. V Sloveniji sicer nismo vzpostavili, pa res, da tudi mogoče nismo imeli toliko zelo potrebe po temu. Mi imamo naprimer v kriptosvetu zelo veliko traderjev, zdaj zato, da se naprimer vzpostavila res dobra davčna zakonodaja za trading, pomeni, da moramo imeti malo več postopkov oziroma malo več pogovorov z Fursom pa z ljudmi, ki se ukvarjajo z davčno zakonodajo. Na eni strani seveda, na drugi strani morajo biti pa tudi traderji dosti odkriti glede tega, kakšne zaslužke so naredili, pa na kakšen način v bistvu oni poslujejo oziroma te zaslužke potem na koncu tudi prikazujejo. In ko se enkrat tak dialog vzpostavlja, kar pomeni, da tisti, ki vzpostavi ta dialog, mora nujno ostati objektiven in mora nujno pokazati obema stranima, da je zaupanja vredna oseba oziroma zaupanja vredna organizacija. Ko se enkrat taki postopki vzpostavljajo, mislim, da lahko prideš kar daleč. Tako da, kar se te inovativnosti tiče, če temu lahko še vedno rečemo inovativnost, smo kar dosegali lepe uspehe. Top. Peva se še malo dotakniti tebe, se pravi tvojih različnih klobukov, ki jih imaš.
Kaj bi pa rekla, da so pa tvoji tedenski ali pa dnevni ali pa mesečni izzivi, s katerimi se soočaš, ker si v takih zelo eksotičnih pa zelo naprednih tehnologijah, no, v takih res industrijah, ki se zelo hitro razvijajo? En konkreten izziv, pa ne vem, če sem ga v bistvu uspela sploh razrešiti, je to, kako slediti vsemu skupaj. Namreč na vseh koncih in krajih ljudje razvijajo te rešitve z ekstremno hitrostjo. Ne samo v vesoljski industriji, ampak sploh v blockchain industriji. Sem tukaj kar mrgoli vseh teh rešitev. Pa v bistvu še nisem si čisto razjasnjena, a je pandemija pa dejstvo, da smo vsi ostali doma, doprispevali k temu, da se je zadeva malo umirile, ali doprispevali k temu, da so nekatera podjetja oziroma eni posamezniki res zagrabali vse resurse, ki so jih imeli in v bistvu šli na novo izvajati neke, oziroma delati neke rešitve. Skratka, kako zbalansirati delo na eni strani, pa vse osebne potrebe, ki jih imaš kot človek, to, da si mindful oziroma da se res spraviš k sebi, da se med drugim ukvarjaš z meditacijo, da se zadosti gibaš in podobne zadeve, da se dobro prehranjuješ, pa da naprimer spiješ zadosti vode, take malenkosti. Se pravi, da to zbalansiraš z potrebo potem, da si v bistvu konstantno zaveščen, da si v času, v koraku s časom. To je en tak zelo velik izziv. Pa mislim, da ga moram parkrat še se ga lotati. Tako mislim, res je kar težko, ker tudi kar opažam, naprimer, je, da v tem času, ko imaš eno kupico medijev, ko imaš od Mediuma do BBC-ja, do Bloomberga, do tega, da imaš Facebook skupine, pa še svoje skupine ljudi, s katerimi se naprimer posvetuješ ali pa od katerih dobivaš vse te informacije, v enem momentu ugotoviš, da imaš preveč informacij. Da imaš preveč kanalov odprtih, skozi katere prihajajo te informacije in moraš narediti ene vrste čistko. In to se konstantno dogaja na vseh različnih področjih. Pa ne rečem, da zdaj pijem preveč vode ali pa da se preveč gibam, daleč od tega, ampak res pri vsakih takih stvarih, ki se jih lotiš za nekim namenom, moraš potem v bistvu priti v določenem času do momenta, ko rečeš, ok, zdaj moram pa pregledati, da to še funkcionira, a mi to še služi tako, kot sem si na začetku zamislila, ali moram kaj spremeniti. Tako da ta balans, to je kriziv. Ful dobro. Deva se še malo dotakniti, Anja, tvojega življenja. Se pravi, daj nam malo povej, kaj rada bereš, kaj rada počneš v prostem času. Zdaj omenila si, da ena tvojih ljubših serij je bila, oziroma je Queen's Gambit. Jaz sem zaljubljen v to serijo, res moram reči, kapo dol. Mene je tudi presenetila. Mislim, da je ta serija povzročila The Netflix efekt, ker pa dejansko te osebe ratejo zelo hitro znane in to je res svetovna, ko bi rekel, inovacija, ker prepravci v svet. Tako da, daj nam malo povej, kaj rada bereš, kakšni so kakšni tvoji hobiji, kaj rada počneš. Od Queen's Gambita dalje je eden izmed mojih hobijev spet šah. Definitivno je imel to tak efekt name. Sem si takoj zelo dala aplikacijo. Mislim, takoj, ko sem pogledala eno epizodo, sem jo šla pa igrati tablic oziroma hitri šah. Tako da to je eden izmed hobijev. Pa šaha časa nisem marala. Tudi moj brat me je vedno premagal v tej igri, tako da sem rabila v bistvu kar nekaj časa, da sem pa spet prišla do tega, da sem vzljubila nazaj to igro. Pa si zdaj boljša od brata? Ne, a veš, da še vedno nisem boljša od mojega brata, to je neverjetno. Pa ni imel nobenega treninga ali pa karkoli, ampak on je isto strateg kot jaz in ko se on lota enkrat igrati šah, recimo, nisva spet tukaj igar odigrala. Tako da ja, šah je definitivno eden izmed hobijev. Kaj rada berem? Pred kratkim mi je nekdo priporočil sci-fi knjigo. Ken MacLeod je avtor trilogije, v bistvu Corporation Wars. In jaz nisem vedela, da je sci-fi zadeva, ki bi me sploh zanimala. Od takrat dalje jaz bom to knjigo prebrala na mah. Vse 3 knjige. Tako da mislim, da je to rato tudi eden izmed mojih najljubših avtorjev. Pred njim je bil sicer Philip Pullman. On je pravljičar. To je tudi, mislim, tako za dušo, več ali manj za prebrati. Jaz sicer berem veliko enih stvari, ampak je pretežno profesionalno gradivo. Tako da, če si vzamem v bistvu čas zase pa za knjige, je to
neke vrste sci-fi, očitno, ali pa kakšna pravična zadeva. Tako da to je tudi ena izmed zadev, ki me zelo, zelo veselijo. V zadnjem času pa še mini terariji, kar si pa ne bi nikoli mislila, ampak pa verjetno ne rata tako malo popularno. Skratka, mini terariji zadeva, da imaš neko stekleno vazico in potem daš noter kakšne take mehne tropske rastlinice, zemlje, pa potem to lepo enkrat na teden zalivaš. Ful dobro. Kaj pa, to mi povej, ki me je blazno fascinira. Najljubši podjetnik, da nam to zgodbo. Ja, Gregory Nemec. Mislim, se to je bolj za štosko, kar zares. Nisem jih hotela dati Ilona Muska, pa tudi ne vem, če je njih najboljši podjetnik, ampak tale Nemec je bil pa eden izmed podjetnikov, ki so me pa res presenetili. Namreč on je recimo temu kupu asteroid 433 Eros in posledično, ko je NASA enkrat pristala na tem Erosu, na tem asteroidu za nekaj časa za svojim satelitom, se je on odločil, da bo NASA zaračunal parkirnino. Ne samo, da je zaračunal to parkirino, šel je do sodišča stožiti to parkirino, ker je NASA seveda rekla, da tega ne bo plačala. In to je eden izmed prvih primerov, ki so v bistvu preko sodišča vzpostavili neko pravno prakso okoli tega, a si ti lahko lastiš sploh asteroid in posledično zaračunavaš parkirnino ali ne. In takrat je ameriško sodišče odločilo, da ta parkirina nima upravičene pravne podlage, da pač tudi gospod Nemec v bistvu tukaj nima upravičenega lastništva, da niti ni lastnik, da kdorkoli mu je sicer izdal ta certifikat, mu je že izdal certifikat, napisan lepo, vse in prav, ampak pač že to tudi pravne podlage v mednarodnem pravu. Me pa presenetilo, ker ljudje res še danes v bistvu prodajajo zemljo na Luni, zemljo na Marsu in na vseh ostalih planetih in na asteroidih. On je pa tudi mogel imeti kar veliko poguma, da je v bistvu šel nasi dati nek parkirni listek za tistih $14, ali koliko je bilo na začetku, pa potem še obresti. Tako da, zanimiva zadeva. Kjere so pa tvoje najljubše aplikacije? Ok, Notion, to sem že prej omenila, to je definitivno ena izmed njih. Pinterest, ne vem, če poznaš, to je tako kukar tale board, ali pa, board za žubličke. Skratka, lahko si delaš različne borde in potem shranjuješ različne slike z različnim namenom gor. Enega imam, na primer, zdaj za vrt, pa za mini terarije. Pinterest, Pinterest je super, ja. Pinterest je kar zanimiva zadeva, ja. Se pravi, Notion, Pinterest, TimeBuddy je brez te aplikacije. Ja, kaj pa je to? Ne nam malo povej. Mi, ko smo organizirali ta Future Virtual Summit, smo imeli res ljudi iz vse posod. Speakere smo imeli iz celega sveta, ekipo smo imeli svetovno, en je bil na Filipinih, druga je bila v Ameriki, mislim, res smo bili raztreščeni po celem svetu. In kako menedžirati zdaj vse te ljudi, pa ugotavljati sproti, kaj za en time zone, oziroma v katerem ne sam časovnem pasu so, ampak če jaz rečem ob 10 zjutraj se bomo dobili, kaj zdaj to pomeni za tega človeka? TimeBuddy ti to pove. Pa ful je pocena aplikacija. Tudi če ne zakupaš v bistvu aplikacije, imaš, mislim, da 5 različnih time zonov, če pa zakupaš, imaš, mislim, da neomejeno. In obstaja in aplikacije, in na internetu lahko priješ do tega, tako da super. Jaz brez tega po mojem čas summit ne bi prišla. Tako da to je definitivno ena izmed njih. Koledar je druga, pa verjetno zaradi tega, ker sem zelo rada organizirana. Jaz imam varianto, tako kot je Maja Ve povedala oziroma pokazala enkrat, da si celoten dan razporediš po slotih. In imaš potem 15-minutne pauze, 15-minutne sestanke, pol-urne sestanke, 1-urne sestanke, vse lepo zapisano. Tako da to tudi ena izmed njih, pa Clubhouse. Clubhouse pa ta nova noviteta. Ja, pa je na začetku ful nisem marala, oziroma sem tako bila sovražnik numero 1. Clubhouse je ful agresivna aplikacija, mislim, taka invazivna je. Dosti podatkov ti pobere, tudi dosti podatkov vsi oni v bistvu vzamejo, ne da bi ti sploh vedel za nje. Se pravi, naprimer, koliko enih kontaktov imajo tvoji kontakti že na Clubhouse-u, pač te ljudje nikoli niso dali svojega dovoljenja oziroma konsenta aplikaciji in ne glede na to, aplikacija še vedno pobere vse te podatke, tako da imam
veliko zapovedati proti aplikaciji. Tudi cel marketing, naprimer, kako je aplikacija dostopna samo na iPhonih, pa kako je naprimer, vzpostavljena na podlagi tega, da moraš dobiti najprej invite, pa da se potem joinaš in da potem lahko tudi ti razstalaš teh svojih 7 ali 5 invitov. Skratka, zelo zanimiv marketing, ni mi bil všeč zaradi tega. Je pa res, da funkcionira kot neke vrste broadcasting, se pravi, ali pa da bi se mi dva zdaj usedla na aplikacijo pa broadcastala cel ta pogovor. In temu se lahko kdorkoli pridruži, pa imaš lahko še schedulane pogovore. Skratka, z Marino smo zdaj začeli Crypto Clubhouse, blockchain, kripto, finance, ni zadev. Včeraj mislim, da smo imeli z Žigo Perovičem pa z Nikom Klanškom. Tako da, če boš kadarkoli na aplikaciji, vabljen, da se nam pridružiš. Absolutno. Super. Dejva se še dotakniti najpomembnejšega vprašanja, da te zdaj malo pritiske naredim. In sicer mi imamo že kar lepo število poslušalcev. Med njimi so tudi predsedniki uprav, direktorji, mladi podjetniki in pa seveda tudi študentje. Tako da, kaj bili tvoji neki zaključni nauki, ki bi jih namenili našim poslušalcem? Zdaj jaz v bistvu ne vem, so to ljudje, ki želijo ali pa imajo ekipo, ampak recimo Beyond Leadership, točno to. Skratka, moj nauk oziroma polagam vam roko na srce, da najdete ekipo, ki bo imela res podobne vrednote, kot jih imate vi sami. Posameznike ali pa tudi skupine ljudi, ki vam bojo znali podati konstruktivno kritiko, to je zlata vredna zadeva. Investitorje, ki bojo videli priložnost v tem, kar vi delate, in pa posamezniki, ki bodo znali prodajati oziroma podajati vizijo in si zamisliti idejo in rešitve takrat, ko bo vam zaštopal. Super, najlepša hvala. Zdaj, dragi poslušalci, z nami je bila Anja Blaj, Chief Strategy Officer Future Law Instituta, predsednica društva Blockchain Think Tank Slovenija, predavateljica, inovatorka in pa tudi ena izmed prepoznavnih strokovnjaki na področju vesoljskega prava. Tako da, Anja, še enkrat najlepša hvala za tvoj čas. Hvala tebi, Mark. Sledite nam na vseh kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in tudi YouTube, LinkedIn in Facebook, kjer nas je že preko 2000.